vami. Iz svetega evangelija po Janezu. Tisti čas je Jezus krenil proti Olski gori. Zgodaj zjutraj se je spet napotil v tempelj. Vse ljudstvo je prihajalo k njemu, on pa je sedel in jih učil. Pismuki in farizeji so tedaj pripeljali ženo, ki so jo zalotili pri prešuštvovanju. Postavili so jo v sredo in mu rekli: Učitelj, tole ženo smo zasačili v prešuštvovanju. Mojzes nam je postavil kazal take kamnati. Kaj pa ti praviš? To so govorili, ker so ga preizkušali, da bi ga lahko tožili. Jezus se je sklonil in s prstom pisal po tleh. Ko pa ga kar naprej so ga spraševali, se je vzravnal in jim rekel: Kdor izmed vas je brez greha, naj prvi vrže kamen vanjo. Nato se je spet sklonil in pisal po tleh. Ko so to slišali, so drug za drugim odhajali, od najstarejših dalje. In ostal je sam in žena pred njim. Jezus se je vzravnal in rekel: Kje so žena? Te ni nihče obsodil? Rekla je: Nihče, Gospod. In Jezus je dejal: Tudi jaz te ne obsojam, pojdi in odslej ne greši več. To je Kristusov evangelij. Dogodek današnje evangelija, bratje in sestre, je tako močno vsikan v zgodovino človeštva, da to, če si brez greha prvi vrži kamen vanjo, imajo besedo celo tisti, ki ne pravijo, da so tako praktični kristjani, ampak to pa poznajo. Je pa današnji evangelij lahko nadaljevanje tistega, ki je bil preteklo nedeljo. Vas spomnim, preteklo nedeljo je oče imel dva sina, mlajši je šel v svet, starejši je bil doma. In skupno evangeliju pretekle nedelje in današnjem je v tem, da ko je oče prišel ven k starejšemu sinu, je prišel zato, da bi starejšega sina ustavil, ker je začel soditi svojega mlajšega brata. Ustavil ga je, zato ker oče ni sodil svojega mlajšega sina in ni dopustil, da bi v to zlo zapadel starejši sin, starejši brat. In to se opazi pri tem dogodku, čeprav je tisti primer Jezus navedel kot neko prispodobo. To se ni zgodilo v realnosti, lahko pa se dogaja v našem življenju mnogokrat. Ta dogodek pa se je zgodil in ko je Jezus bil v templju, so privlekli neko žensko. Ta ženska za te tožitelje je bila nepomembna. Z njo se sploh niso ukvarjali. Ampak s tem dejanjem, ko se Jezus skloni in ne odgovori, on da jasno znamenje: človek je grešnik. Nima nobene pravice, da sodi grešnega človeka. Edina pravica, da kdo sodi grešnega človeka, je pridržana Bogu in Bog sodi človeka. In Božja sodba je taka, da človeka rešuje, odpušča. Zato lahko Bog sodi človeka, ker je popoln, ker je njegova ljubezen popolna, ker je Bog tako močan, da je njegovo usmiljenje popolno. Bog pa ne pusti grešnemu človeku, da bi grešnik obsojal grešnika.
lahko obsoja greh, najprej svoj lastni, pa tudi greh drugih, nikoli pa človeka. Takoj se tukaj najde, da Jezus zavaruje to žensko pred krivično sodbo. Ampak Bog ustavi te sodnike, grešne sodnike, pri nečem drugem. To je pa ljubezen Boga, da jih ustavi, da človek ne sodi Boga. Ni bila ta ženska nič pomembna. Kot predmet so jo pripeljali, želja teh tožiteljev je obsodba Boga, ne te želje. Kar se bo zelo zgodilo, jih ne zanima, jih ne briga. Zato, ker karkoli bi Jezus naredil z besedo, če bi rekel, ja, obsodba je smrtna, s tem bi dopustil, da bi ti krivični sodniki obsodili Jezusa Kristusa, češ, glejte, kakšen je. Kje je Božje usmiljenje? Poglejte, ubija to žensko. Če bi Jezus rekel, ne ubijmo jo, bi zopet bil obtožen, poglejte, niti 6. Božje zapovedi ne spoštuje in jo hodi po njej. Človek se ne zaveda, kolikokrat nas Bog obvaruje pred krivično sodbo, da bi sodili celo Boga. Ko ste kdaj slišali po pogovoru, to so take sodbe, ko kdo reče, če bi bil Bog dober, a bi dopustil take dejanja, take stvari, da se to zgodi. Pa ne to v teh stvarih, ko so nasilje, pa vojne med nami, pa nasprotovanje, naravne nesreče. Tukaj je velika preizkušnja človekove drže pred Bogom. In koliko ljudi tukaj sodi Boga. Če bi bil Bog dober, drugačen, če bi bil prisoten, pa ne bi bilo to in to, kar nima vpliva človeška roka ali beseda. Jezus da jasno znamenje. Ne sodite, sodba pripada Bogu. Nadaljevanje tega evangelija bo na veliki petek. Ti ljudje, ki so privlekli to žensko pred Jezusa, bodo zopet z Jezusom na veliki petek, pod križem. In takrat se bo vršila Božja sodba z besedami, Oče, odpusti jim. Ne vedo, kaj delajo. Takrat se bo dokončala sodba, ki bo pa Božja sodba, ki bo pravična sodba, ne krivična. Drugo stvar bi brat še podal o današnji Božji besedi, ki se pa res nanaša prav na ta dogodek. Bog gleda na mojo prihodnost, ne na mojo preteklost. Bog gleda na prihodnost te ženske, ne na preteklost te ženske. Preteklost Jezus pozna. Še drugi ljudje jo poznajo, v neki meri. Svojo preteklost poznam. Vi tudi poznate svojo preteklost. Spremeniti se jo ne da. Taka je. Če je dobra, lepa, ne bo naša hvaležnost. Kar je dobrega, lepega, ostaja. Če je težka, je položeno v Božje roke usmirjena. Ampak Boga ne zanima preteklost. Zanima ga pa prihodnost. Kako bo z menoj prihodnosti, ne samo v tem teku življenja, ki ga imam tukaj na svetu, še pogled naprej. In zato reče tej ženski, pojdi in odslej ne greši več. Ta odhod od Jezusa je odhod svobodnega človeka. Brez krivde, brez obtožbe, brez kazni. In apostol Pavel je tudi zapisal, pozabljam, kar je za menoj. To se ne da spremeniti. In se strgujem proti temu, kar je pred menoj, proti cilju. Gre proti cilju. Ali ni tukaj presenetljivo, da je pred mojo željo, Božja želja, kako bo z menoj. Bog pred menoj hoče meni dobro. Jaz grem s to željo šele za njim. To je Božja želja, pogled naprej. Zaključil bi pa z razmišljanjem,
Preseneča me, kako neverjetno Bog zaupa človeku. Kadar mi v življenju doživimo težko izkušnjo z nekom, smo kar malo previdni. Zaupanje zaniha. Opazujemo, a se bo še enkrat zgodilo pri tem človeku podobno v tej smeri. Bog pa reče tej ženski, jaz te ne obsojam. Zdaj je čisto. Zdaj je vse urejeno. Zdaj pa pojdi. Greš v življenje, kamorkoli. Samo ne greši več. Bog ne hodi za človekom, da bi opazoval, kako bo pa zdaj, kaj bo naredil, bo res ohranil tisto, kar je obljubil v kesanju, ali se bo zopet kaj zgodilo. Bog da človeku znamenje zaupanja in to je veličina Boga, moč Boga in neskončna Božja ljubezen. In ko se enkrat tega zavedajo, da bi Bog tako zaupa, je pa res težko, da to zaupanje zlorablja. Je pa res na mestu, da se trudim, da bo prihodnost dobra. Če sem Boga prosil odpuščanja, potem je prav, da jaz sledim temu, kar Bog od mene pričakuje. Ali ni čudovit ta evangeljski dogodek, čeprav v tej teži človeške sodbe, z druge strani pa Božja sodba je sodba v odpuščanju. In ko smo v približevanju prazniku velike noči, tudi mi se znajdemo pred Jezusom Kristusom, ne tako, da bi nas nekdo privlekel, ampak ko pristopamo v svobodi, v zakramentu svete spovedi. V zakramentu svete spovedi Bog ne vprašuje za nazaj, gleda pa za naprej in želi nam dati svobodo, da bi lahko živeli z njim v tistem življenju, ki je vredno človeka. In to je življenje svetosti. Naj bo letošnja velika noč povabilo k temu, če to začutimo bistvo približevanju prazniku odrešenja. Zato vas tudi povabim, da skupaj izpovemo